Preden povabimo na oder športnike in športnice, pa vabim, da se mi tu pridruži predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Združenja športnih zvez, gospod Bogdan Gabrovec. Drage športnice in športniki, drage olimpike, olimpici, vedno, kadar moram spregovoriti o takem dogodku, iščem besede, ki bi poudarile tisto, kar je bilo storjeno, kar ste naredili in za kar ste trenirali in izpolnili svoje cilje, svojih najbližjih, svojih klubskih kolegov, zveze in vseh naših državljanov Republike Slovenije. Hvala vam za vse to in verjamem, da to niso zadnji rezultati, ki so se zgodili na teh igrah. Vi ste pa tisti, ki ste v Sloveniji zgled in seveda upam, da tudi kakim drugim skupinam precej burno bo v prihodnjih dnevih, ampak o tem drugič. Danes slavimo vas, vaš uspeh in zelo sem bil počaščen, ter seveda veliko čas mi je bilo, da sem lahko bil z vami in gledal vse vaše rezultate. Hvala lepa. Gospod Gabrovec, najlepša hvala. Zdaj pa se mi bo na odru pridružil še predsednik Smučarske zveze Slovenije, gospod Enzo Smrekar. Gospod Smrekar, zdaj je pravi trenutek, da nagovorite tiste, ki so že nazaj in tisti, ki se še borijo za vrhunske rezultate na olimpijskih igrah. Hvala. Drage športnice, dragi športniki, dobrodošli doma. In hvala za to, da ste svojo mladost namenili tem prekrasnim športom. Hvala za vsa odrekanja, za vse težke trenutke, napore, treninge in hvala, da nas razveseljujete s tako lepimi rezultati. Verjamem, da ko ste se vrnili nazaj in vrnili nazaj, da ste opazili, kakšna euforija poteka v Sloveniji zaradi vaših rezultatov. To je zelo pomembno, ker je to eden tistih redkih trenutkov, ko smo Slovenci združeni. In to kaže na moč, ki jo imate, na zgled, ki ga dajete tako nam, kot vsem bodočim generacijam. Verjamem, da bodo zaradi vaših rezultatov mnogi mladi se odločili za podobno pot in to je krasna popotnica. Ravno tako, še posebej za nordijski del, je pa to odlična popotnica in izhodišče za svetovno nordijsko prvenstvo v Planici, ki prihaja drugo leto. Vaši rezultati so najboljša reklama in že se veselim teh novih izzivov. Hvala vam še enkrat in res sem ponosen, da sem vaš predsednik.
Špela Rogelj, Ema Klinec, Nika Križnar, Urška Bogataj, prosim, če se mi pridružite na oder. Če začnemo z najbolj izkušeno tekmovalko v naši sicer zelo mladi skakalni ekipi, Špela. Leta 2014 ste postali prva slovenska zmagovalka tekme za svetovni pokal. Zdaj dolgo ste že med najboljšimi, dolgo ste že med to elito. Ob hitrem razvoju smučarskih skokov se zdi, da so bili to povsem drugi časi takrat. Kako gledate na ta razvoj smučarskih skokov, skakalk? Ja, mislim, da smo v vseh teh letih dokazali, da nam vse to pripada, kar zdaj imamo. Vse skozi se moramo dokazovati, da zmoremo in vedno nas primerjajo s fanti. Mi se to ne želimo, ampak pišemo svojo zgodbo. Veliko truda in odrekanj, ne samo nas, ampak tudi vseh ostalih zraven nas je v vseh teh rezultatih in ja, napredek definitivno je bil narejen s svetlobno hitrostjo. Ja, na posamični tekmi v Pekingu se je zdelo, da bi lahko katerakoli od vas posegla po samem vrhu, po zmagovalnem odru in želimo si, da bi bilo tako seveda še naprej. Kaj pa sicer, kakšne izkušnje so bile za vas te olimpijske igre? Ja, mislim, da so bile te olimpijske igre čisto drugačne od prvih dveh, na katerih sem nastopila. Vedela sem, da sem vrhunsko pripravljena. Na vseh treningih smo vsaj 4 dokazali, da smo zelo močne in dejansko smo odšli v Peking s ciljem za medaljo. Vedeli smo, da ena sigurno bo. Mislim, da je trenerju se smejalo, da so vse 4 sposobne dobiti to medaljo in ratal nam je z 2. Vse 4 bi se težko zgodilo, da bi imele medaljo. Tako da ja, sem vesela, prikazala sem vrhunske skoke, zmanjkala mi je predvsem sreča z pogoji, ampak enkrat zmagaš, enkrat zgubiš. Važno je, da sodeluješ in iskreno čestitam obema in vsem trenerskemu štabu. Super, najlepša hvala, Špela. Kar počakajte še na odru. Naslednje vprašanje pa je za Emo. Ema, prej sem dejal, da je Špela prva slovenska zmagovalka tekem za svetovni pokal, vi pa ste prva slovenska svetovna prvakinja v smučarskih skokih. Na teh olimpijskih igrah se vam je medalja sicer za las izmuznila iz rok, ampak kaj lahko bi bile na stopničkah tudi 3 Slovenke. Pa povejte še vi, po čem vam bodo te igre ostale v spominu in kako bi jih primerjali s prejšnjimi v Pjongčangu? Ja, v bistvu so bile dosti podobne kot prejšnje v Pjongčangu, dosti je bil mraz, razmere so bile pač podobne. Ja, meni je pač malo zmanjkalo za medaljo, ampak ne glede na vse sem zelo zadovoljna s svojim nastopom. In to je tisto bistvo.
Ampak v svoji karieri pa ste že osvojili 2 olimpijski medalji v mladinski konkurenci. Takrat so se pravzaprav spoznala v tistem skakalnem centru Lisgardsbakene v Lillehammerju leta 2016, ko ste postali mladinska olimpijska prvakinja. Glede na to, da še vedno sodite med zelo mlade tekmovalke, to verjetno pomeni, da boste v članski konkurenci spet naskakovali najvišja mesta leta 2026 v Milanu in Cortini. Ja, plan je tak, ja. Pa bomo pa videli, kako se bo vse skupaj razpletlo. Prepričan sem, da odlično. In aplavz, prosim, za slovenske skakalke. Preden nadaljujemo, Steklarna Rogaška kot dolgoletni partner Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez, izdeluje priznanja, ki jih OKS podeljuje za najvišje dosežke v športu. Manjšo pozornost vama namenja tudi danes, lahko si jo vzamete na mizici tamle za vama. Ja, Špela, Ema, najlepša hvala. Zdaj pa bomo nadaljevali še z Niko in Uršo, tako da slovenski medalistki, 2 zlati medalji za Uršo Bogataj, bronasta in zlata za Niko Križnar. Urša, ste olimpijska prvakinja, to so sanje vsakega športnika, ki se ukvarja z zimskim športom. Pa me zanima, zdaj ko ste že kakšen dan, 2 doma, ko je minilo nekaj dni od tistega uspeha, kako je biti olimpijska prvakinja? Ste se sploh že navadili na to? Ja, je fajn. Pač, če sem se navadila na to, kaj pa vem, ne vem, kaj bi rekla, pač nekako do zdaj še nismo imeli kakšnega prej časa, ampak mislim, da ga tudi ne bo do konca, ker nas zdaj čakajo tudi še tekme. Verjetno se bom zavedala pol malo kasneje, po parih letih. Nika, vaša zbirka medalj zdaj prav tako vključuje 2 olimpijski. Uspehov ste že vajeni, v minuli sezoni ste nas navduševali, dobili veliki kristalni globus med drugim, ampak takrat se mi je zdelo eno tako pristno veselje, ko ste dobili veliki kristalni globus, tokrat pa se mi je zdelo, da bi bilo mogoče še več čustev zraven na teh olimpijskih igrah. Te čustva so kar zmeraj prisotna, tako da jaz sem bila ful vesela za to medaljo, za bron veliko bolj kot pa za ekipno, ker sem izdelala, da tam nekako se je pričakovalo, da bomo skočili na stopničke. V bistvu jaz sem še Uši rekla, pač medaljo imamo za ekipno, razen če so kaj hujšega naredili. In ja, sem zelo vesela, jaz sem pač upala nekako na kolajno, zmožna sem bila 2 tekme prej in na Ljubnem in v Villingenu sem pokazala, da sem zmožna skočiti na stopničke in sem imela motivacijo res visoko in zato mi je pač to ratalo. Ja, ravno ste že načeli s tole istočnico, kaj ste dejali, Urši, torej v olimpijski vasi ste bili sostanovalki, delili ste si sobo, skupaj ste se torej kar 2-krat zbudili, šli na tekmo in prišli nazaj vsaka svojo medaljo. To je zares neverjetno. Kako ste to doživljali? Ste si med seboj pomagali obvladovati pričakovanja, verjetno tudi kanček nervoze? Kako je bilo? Ja, je bila nervoza, ja, definitivno je bila. Jaz sem bila tako živčna zjutraj, ker sem stala, da se mi roka tresla. Če sem komu hotela napisati SMS, sem ful težko napisala. In ja, v bistvu so skupaj predlagali, da dava zvočnik na glas, pa pač muskosi in so probali res najbolj možno uživati, pet, plesati, če je bilo to treba. Da so se probali do tekme nekako sprostiti in ja, v bistvu nam je ratalo to skupnimi močmi. Še med tekmo se nam je pel in kaj naj rečem, v bistvu naj nekako tudi glasba zdaj rešila za olimpijske, pa potem tudi za ekipno. Urša, Nika je zdaj malo razložila, kako je bilo v olimpijski vasi. Sami ste dejali, zasledil sem v enem od intervjujev, da vam je bil eden ljubših trenutkov, ko vam je za naslov olimpijske prvakinje čestital Simon Amon, ki je nastopil že na svojih 7 olimpijskih igrah, ampak sami ne načrtujete, da boste tako dolgo vztrajali kot on. Ja, mi smo imeli aktivacijo pred tekmo v fitnessu in ja, prišel je mem. Ja, zelo fajn občutek na nek način, to so naši vzorniki. Ja, pač za tisto vprašanje se mi zdi pa 4 leta pač en mogoče daljši obdobje, mogoče celo malo predolg, ampak pač še zmer to ni za zihar. Sproti bom videla, kako mi bo pasalo in pač se bom odločala, kakor bom pač jaz čutila. Peter Prevc je dejal po zmagi na mešani ekipni tekmi, da ker potekajo igre pod temi zelo strogimi pravili, da prav veliko stikov pravzaprav niste imeli pred samo tekmo. Kakšne izkušnje so bile te olimpijske igre? V drugačni situaciji bi si verjetno ogledali še kakšen drugi športni dogodek, se družili več, kako je bilo?
Ja, načeloma nam je bilo tudi, so nam svetovali, naj se čim bolj zase držimo, da si skupaj z ekipo, da se ne družiš z ostalimi. Ampak ja, tudi nekaj časa ni bilo prav na pretek. Šle smo malo po trgovinah, ja, to je bilo pa načeloma to, no. Smo šli tudi hitro po tekmi domov. Ja, vsaka imate dve kar veliki medalji, moram priznati, da v živo izgledajo precej večje kot po televiziji. Zdaj, ko sprašujemo športnike, kaj naredijo potem z njimi, nekateri jih postavijo na častno mesto doma, drugi jih pospravijo v predale in škatle, da ne bi počivali na lovorikah. Kaj boste storili vi? Ja, jaz se bom postavila, ja, pač na omaro, koliko imam tudi ostale pokale tam. Nika, na mešani ekipni tekmi, torej skupaj z Uršo, Petrom in Timijem ste osvojili zlato, fante, še čaka ekipna tekma. Kaj bi jim sporočili pred zadnjim nastopom? Ja, da ne jo vzamejo, Ana, če je že skozi malo uhe, tako da meni se zdi, da jo bojo. Najlepša hvala. Ja, obe skakalki boste prejeli še tudi posebni nagradi, tudi posebna čeka za tole. Niki Križnar bo zdaj šopek in ček v višini 25.000 evrov, 15 je za posamičen bron, 10.000 za ekipno zlato, podelil Sašo Brtovncel, predstavnik družbe BTC, po dolgoletnem podporniku ženskih smučarskih skokov v Sloveniji. Prosim, če se nam pridruži. Urši Bogataj, pa bo šopek in ček za 30.000 evrov, 20 za posamično, 10 za ekipno zlato podelila glavna izvršna direktorica SKB banke, magister Anita Stojčevska. Dobrodošli. Ste pričakovala, ko ste odhajala na 24. olimpijske igre v Peking, tak uspeh, kakršnega ste dosegla? Ne, čist takega nisem pričakovala, priznam. Sem pa vedela, da sem sposobna priti v izločilne boje, mogoče tudi med 8, ampak si v glavi nisem postavljala nekih rezultatskih ciljev. Želela sem pač samo dati vse od sebe, pokazati najboljše vožnje in narediti moje ponosne. Kakšni so vaši vtisi iz olimpijskih iger? Ja, vrhunski, kaj pa ne bi bili. Dosegla sem 2 lepi medalji, ki jih zdaj nosim okoli vratu in sem ponosna, da lahko zastopam tako majhno državo, ki je po srcu zelo velika. Kako ste se počutili takrat, ko ste se pripravljali na svoj skok? Mogoče majčkeno živčna na prvi dan na posamezno tekmo, na ekipno niti ne toliko. In ja, se mi zdi, da sem bila veliko bolj sproščena, ker sem vedela, da lahko to dosežemo in da smo ekipa kot močni. Ste zelo nezdružljive, ste vedno skupaj. Ja, zelo veliko so skupaj z Uršo in naj to najbolj sprošča in so zato toliko bolj uspešne in se rade kdaj nasmejo kakšnim stvarem in z musko hkrati tudi sproščava. Nika, ste že dojeli, mislim, kaj ste pravzaprav dosegli za Slovenijo, za sebe in seveda? Ja, v bistvu malo še ne dojemam čisto vsega, kaj se dogaja, ampak takole, ko pa novinarji okoli tebe letajo, pa se pa začneš večkrat zavedati, da si dosegel res nekaj veliko, da je toliko ljudi okoli tebe in moram reči, da sem vesela, za kar sem dosegla in da ta uspeh bo še nekaj cajta po moje krožil v Sloveniji in da se marsikaterega človeka in tudi otroke, ki prihajajo gor, ne bom še rešila, ampak to je res lepo videti, da bojo tudi enkrat podmladek prišel gor in da sem lahko
vzornica lahko za marsikaterega otroka. Iskrene čestitke in naj se medalja sveti na posebnem mestu. Ja, hvala. Urša Bogataj, 2 zlati medalji na olimpijskih igrah, veliko vloženega truda. Ja, zelo sem vesela, da mi je ratal. Ja, uspel mi je v ta pravem trenutku. Kaj ste razmišljali, ko se spustite po zaletišču? Ja, v bistvu takrat smo skoncentrirani na skok in na to, kaj bomo naredili. In ja, jaz sem se prepustila, da bo kar bo. Ste že zložili vse skupaj, odkar ste prišli domov, ali je to še preuranjeno? Ne, v bistvu nimamo časa zdajle kaj razmišljati preveč, ker imamo zelo veliko dela in v bistvu tudi sezona se bo zdaj nadaljevala in imamo še pol sezone za oddelati. Tudi v naslednjem letu nadaljujete s kariero? Ja, nadaljujem s kariero. Ja. Sprejemi se nadaljujejo verjetno še cel teden, sezona je še ni končana. Ja, sezona še ni končana, je pa zaradi tega, ker trenutno še ne 14 dni ne bomo imeli tekem, toliko več obveznosti drugih. Ampak ja, kmalu se bo začelo nadaljevanje in zdaj štartamo s treningi nazaj na polno. Hvala in iskrene čestitke. Hvala. Zdaj pogovarjamo se o... Seveda iskrene čestitke za osvojene medalje na 24 olimpijskih igrah v Pekingu. Verjetno se že zavedate, kaj ste pravzaprav osvojili? Ja, zdaj, ko sem prišel domov, se zavedam. Prej na Kitajskem v bistvu je bilo zelo tako drugačno vzdušje kot tudi v Sloveniji in se nisem v bistvu dobro zavedal. Na socialnih omrežjih vidiš, ampak ko prideš tu v Slovenijo med domače ljudi, pa je nekaj povsem drugega. Malo prej ste rekli, da ste še pod vtisom vašega sprejema v vašem domačem kraju. Ja, res je bilo čudovito. To, kar so mi pripravili, bi se jim najlepše zahvalil. Izjemno in nisem pričakoval kaj takega. Kakšni so vtisi iz Pekinga, iz Kitajske? Kako so vam minevali dnevi? Dnevi so bili v bistvu zelo podobni en drugemu, ker je zaradi teh ukrepov, pa to so bile te igre čisto popolnoma drugačne kot prejšnje v Pjongčangu. Normalno, sama tekma mi je ostala v zelo lepem spominu, samo prizorišče je bilo super, za vse je bilo zelo lepo poskrbljeno. Je pa, ja, tako kot sem rekel, zaradi koronavirusa situacija je bila zelo neugodna, ko smo bili v nekem strahu, ali bomo ostali negativni ali kaj bo, nisi vedel za en dan naprej, videl si, ko je rešilc prišel po koga okuženega v vasi in vedno smo bili malo v strahu, da ne bi se ta rešilc tudi do naše hiše pripeljal. So vama v olimpijski vasi pripravili kakšen sprejem? Ja, na dan tekme v bistvu smo imeli zvečer eno malo proslavo, normalno ni pa bilo to zdaj v takih razsežnostih, ker smo se vsi zelo pazili, tudi bolj po panogah se držali, da ne bi prišli slučajno do kakšne kužbe. Kaj vas čaka zdaj, da nadaljujete s svojim deskanjem? Ja, če pogledate starosti deskarjev na stopničkah, zdaj sem bil še vse najmlajši, čeprav mogoče 31 let, za kater šport ni najmanjša starost, je to v bistvu pri nas deskarjih še ok, da še lahko rečem, da bom še ene olimpijske sigurno, če ne dvojne, je pa normalno vse povezano od zdravja. Si želim, da ostanem zdrav, da bom v tem užival in da bom skozi v stiku z najboljšimi, ker to je tisto, kar me veseli. Še enkrat iskrene čestitke. Hvala.